Pozdravljeni! Danes se najprej odpravljamo med gasilce. V soboto je v Ivankovcih potekal 48. dan gasilcev Gasilske zveze Ormož, ki so ga gasilci proslavili skupaj s 110. obletnico delovanja prostovoljnega gasilskega društva Ivankovci. Višek slovesnosti pa je bil prevzem novega gasilskega vozila GVC 1625. Slovesnost se je začela s parado. Slovesnosti, ki se je začela s parado udeležencev in predstavitvijo gasilske tehnike, so se udeležili predstavniki in vodstva vseh 15 gasilskih društev, ki delujejo znotraj Gasilske zveze Ormož, ter številni gostje. Predstavniki gasilskih zvez Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ter gasilskih zvez Ljutomer, Ptuj, Videm, Gorišnica, Dornava, Zavrč in Kočevje, ter predstavniki prostovoljnih gasilskih društev Ravne na Koroškem, Prevalje, Radomerje, Stara cesta Mekotnjak, Gresovčak in Desjak. Med posebnimi gosti pa so bili tudi predstavniki Gasilske zveze Cestica in poveljnika 2 združenj gasilcev iz Poljske. Slovesnost pa so s svojo prisotnostjo počastili tudi namestnik predsednika Gasilske zveze Slovenije Milan Antolin, Dragomir Murko, tajnik civilne zaščite Ptuj, podžupanja občine Ormož Irma Murad, direktorica občinske uprave Ormož Milena Debeljak, poslanka Mojca Žnidarič, državni svetnik Branko Šumenjak, svetnice in svetniki občinskega sveta Ormož ter mnogi drugi, ki so tako najprej videli parado gasilcev in tehnike. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v zbor si tovariši na pomoč. Po paradi se je slovesnost nadaljevala v šotoru, kjer so zapele članice ženskega pevskega zbora Gasilske zveze Ormož pod vodstvom Lucije Pocrnja. Potem je zbrane pozdravila predsednica prostovoljnega gasilskega društva Ivankovci Natalija Fajfar, ki je na kratko predstavila zgodovino društva. Sledil je govor predsednika Gasilske zveze Ormož, magistra Dejana Jurkoviča, ki je predstavil aktivnosti Gasilske zveze Ormož. Slavnostni govornik pa je bil namestnik predsedstva Gasilske zveze Slovenije Milan Antolin, ki je spregovoril o pomembnosti dobro opremljenih gasilcev. Zbrane je pozdravila tudi podžupanja Irma Murad, ki je jubilantom ob obletnici in ob prevzemu novega gasilskega vozila GVC 16/25 čestitala in zaželela, da pa novo vozilo naj čim manjkrat uporabljajo. A je prav, da so v odlični pripravljenosti, kar jim bo novo vozilo tudi omogočalo. Sledila je podelitev priznanj Gasilske zveze, podelitev častnih gasilskih sekiric Gasilske zveze Ormož ter odlikovanj za leto 2018, ter podelitev plemenic in odlikovanj ter plaket Gasilske zveze Slovenije. Gasilska zveza Ormož pa je podelila tudi priznanja za urejenost gasilskih domov v zvezi. Letos je komisija odločila, da je najlepše urejen gasilski dom v zvezi Gasilski dom prostovoljnega gasilskega društva Hardek. Drugo mesto je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Vitan in tretje prostovoljno gasilsko društvo Ivankovci. Višek slovesnosti pa je bil trenutek prevzema novega gasilskega vozila. Ključe novega gasilskega vozila je poveljniku Gasilske zveze Ormož Tončeku Lisjaku predala podžupanja Irma Murad. Ta pa je potem ključe predal poveljniku prostovoljnega gasilskega društva Ivankovci Jožetu Plavcu, ta pa vozniku Denisu Zavcu.
Novo gasilsko vozilo in vse gasilce je blagoslovil domači župnik Jožef Rajner, ki se je v pridiki navezal na besede podžupanje, da ga naj čim manjkrat uporabljajo, če pa bo že potrebno, naj jim dobro služi. Vozilo je skupaj z opremo stalo 251 000 evrov. Pri nakupu je gasilcem pomagala občina Ormož, veliko pa so pripomogli tudi donatorji oziroma botri, ki so prejeli tudi priznanja. Gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25 je gasilsko vozilo zgrajeno visokotlačno gasilsko črpalko, ki jo poganja motor vozila in ima vgrajen rezervoar za 2500 litrov vode in eno ali dve hitronapadalni napravi ter gasilsko tehnično opremo. Gasilno vozilo s cisterno GVC 16/25 se uporablja za gašenje in reševanje v požarih. Namenjeno je večjim gasilskim enotam. V četrtek popoldne je bila v Beli dvorani Grajske pristave svečana podelitev maturitetnih spričeval dijakinjam in dijakom, ki so opravili splošno maturo na gimnaziji Ormož. Letos se ponašajo tudi z zlato maturantko. Zbrane dijakinje, njihove starše in profesorski zbor je uvodoma pozdravil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki jim je za uspešno maturo čestital in zaželel uspešno šolanje naprej, s tem, da pa se enkrat kot šolani ljudje le naj vrnejo v domači kraj. Spregovorila je tudi ravnateljica in potem sta skupaj z županom podelila tudi spričevala. Letos je pristopilo k opravljanju mature v spomladanskem roku 20 dijakov. Teh 20 dijakov se je izjemno izkazalo. Naj povem, da smo imeli zlato maturantko, ki je dosegla 31 od 34 točk. Imeli smo dijakinjo, ki je dosegla 29 točk, torej ena točka je zmanjkala, da bi bila zlata maturantka. Sigurno bo šla na vpogled in bomo videli, če še kje lahko najde to eno točko. Naj povem, da dvema dijakoma ni uspelo enega od predmetov pripeljati do uspeha, tako da tudi tam čakamo, kaj se bo zgodilo. Vsekakor pa imata jesenski rok možnost upravljati potem samo en predmet, kar je velika prednost, kot pa da bi celo maturo morala še enkrat v celotnem sklopu upravljati. Dijaki so dosegli izjemen rezultat, splošni uspeh je bil čez 20 točk, torej smo primerljivi s slovenskim povprečjem. Naj povem, da je celo boljši splošni uspeh kot lansko leto na mature. Primerjali smo popoldan s profesorji tudi rezultate v Sloveniji in primerjali to z rezultati pri posameznem predmetu naših dijakov in pri večini predmetov smo na enakem nivoju ali pa višje. Tako da je to eno potrdilo, da smo tam, kjer je slovensko povprečje. Zelo, zelo veseli in ponosni na naše dijake. Gotovo vam je znano, kam se vsi ti vpisujejo. Vidimo, da vsi tisti, ki so dosegali boljše uspehe, posegajo torej po študiju medicine, farmacije. Kako pa so se drugače usmerjali? Ja, zdaj naši dijaki zelo različno se odločajo. Naj povem, da mogoče
samo pravo grejo študirati 3 dijaki, to je najbolj v bistvu številčno odločitev za eno fakulteto, drugače imajo zelo razporejeno vsak svojo, od medicine, strojne fakultete, varovanje okolja, to so tehnologija, oblikovanje, se pravi sociologija, svetovalno delo, zelo različni študiji. Ni dijakov, ki bi šli skupinsko na kakšen študij, tako da imamo izbrano vse. Kar pomeni, da smo zelo veseli, slišimo tudi včasih za kakšne študije, ki jih ne poznamo tako dobro, tako da je to dobrodošlo, da bodo našim dijakom, ki prihajajo šele v 4. letnik, lahko razložili, kako je na fakultetah. Se pravi, imajo vsa vrata odprta. Kar pa je najpomembneje, zelo veseli so dijaki, saj letos dosegajo res lepe točke na maturi, kar pomeni, da se bojo lahko vsaj v večini vpisali tja, kamor so si želeli. Ko pa me sprašujete, kaj bodo, en naš dijak ima željo biti pilot in sem rekla, a me boš peljal kam, ko boš prvič na letalo, in je rekel, da seveda, da ja. Držimo pesti in verjamemo v njih, oni bodo izbrali svoje poti in mi bomo veseli, ko bodo uspešni na svoji poti. Možnosti je veliko in glede na dosežen maturitetni uspeh so vse poti odprte. Dejstvo, da so rezultati znani, sicer vsem pomeni olajšanje. Počutim se odlično, kajte za nami je bilo mesec nekega trpljenja oziroma sedenja za zvezke. Zdaj pa imaš tisti občutek osebnega zadovoljstva, ko je trud oziroma cilj, za katerega se trudijo, popločan, pa imaš neko nadaljnjo motivacijo za življenje pa izobrazbo nasploh. Kamen pade od srca, ne? Ja, vsekakor. No in kaj praviš, ti je bilo kdaj mogoče v kakšnem trenutku žal, da si se vpisal na ormoško gimnazijo? Ne, res. V gimnazijo Ormož sem vedno hodil z veseljem, rad sem hodil, tu sem dobil različne veščine, spoznal mnogo ljudi, super odnos smo imeli s profesorji, z dijake, same pozitivne stvari, lahko rečemo. In kam te vodi pot naprej? Zdaj grem študirati na pravno fakulteto v Mariboru, pa bomo videli. Želimo ti seveda veliko uspeha. Hvala enako. Ja, predvsem olajšanje. Sicer je bilo že pred rezultati, samo da je bilo konec tega pritiska. Mislim, da sem jaz že prej začela s počitnicami, no, da se nisem zdaj več toliko obremenjevala ta dan prej. In kam te vodi pot naprej? Ja, zdaj nameravam študirati farmacijo, pa upam, da bom sprejeta, no, verjetno. In potem, kam se bodo pač odprle poti, ne, v življenju? Ja, ne vem, razmišljala sem mogoče tudi v tujini, bomo videli. Ti je bilo kdaj v kakšnem trenutku morda žal, da si se vpisala v ormoško gimnazijo? Pa ne, vse na koncu ugotoviš, da je vse v tem, koliko sam vložiš delo, tako da ja, pač mislim, da kjerkoli si moraš trdo delati za to. Želimo ti veliko uspeha in za danes torej čestitke. Hvala. Splošno maturo je v spomladanskem roku v Sloveniji upravljalo 6183 kandidatov. Uspeh na letošnji maturi je bil 93,3% in je nekoliko boljši kot lani. Zlatih maturantov je letos bilo 236. Med temi je tudi Ana Klinc iz ormoške gimnazije, ki pove, da je pač dala vse od sebe. Na koncu nisem pričakovala po tej težki mature. Si se veliko učila, si se trudila, verjetno v teku celega leta, ne? Ja, mislim, da je to kar trud 4 let. Zadnjo leto pa je bilo res naporno, dosti stvarem se odpoveš in fokusiraš na cilje. No in kaj pravzaprav, kakšno je tvoje mnenje, koliko znanja je potrebnega, torej, da lahko dijak, dijakinja opravi maturo s 100% uspehom? Se kaj razlikuješ recimo od drugih dijakov? Potrebnega je dosti znanja iz vseh področij, mogoče ne celo samo iz tistih predmetov, ko si jih izbral, ampak da povezuješ znanje, to bi rekla, da je pomembno, pa tisti neki kanček logike. Kanček logike je verjetno ena splošna razgledanost, ne? Tudi to pridobiva že od osnovne šole naprej, pa skozi celo srednjo šolo in do 4. letnika
se že nekako naučiš povezovati stvari in razmišljati v pravem pomenu besede. In kaj boš šla študirati, kam te vodi pot? V Ljubljano na medicino. Torej boš zdravnica enkrat. Ja, če gre vse po planih. No in imaš recimo kakšne načrte, kakšne poglede na to? Boš šla v svet ali se boš vrnila v Ormož? Moja pot bo zagotovo me peljala marsikam. Rada bi šla tudi v tujino, tudi po Sloveniji, ampak sem pa navezana na svoj kraj. Ti je bilo kdaj v kakšnem trenutku morda žal, da si se vpisala v Ormoško gimnazijo? Mislim, da ne. Odločitev je bila sicer zelo težka, ker sploh tisto na začetku, ko nas v 9. razredu spodbujajo, da Ormoška gimnazija, tam pa res ne moreš biti zlati maturant, ampak res da se uspeti, da se trudiš se, taka podpora je, kvalitetna gimnazija je, da se imeti uspehe na tekmovanjih in na koncu biti tudi zlati maturant. Seveda še enkrat čestitke. Kateri predmet pa si imela najraje? Mogoče kemijo ali pa biologijo, nekaj tu vmes. No, malo ima to veze z medicino, ne? Ja, kar nekaj. Tako Ani kot vsem ostalim dijakom seveda čestitamo tudi televizijci. Seveda pa tudi dvema, ki jima bo zagotovo uspelo jeseni. V program splošne gimnazije za šolsko leto 2019-2020 že vpisanih 19 kandidatov. Kar 30 pa jih je že vpisanih v program predšolske vzgoje. V nadaljevanju pa se odpravljamo na nekaj gradbišč v Ormožu in okolici. Najprej na gradbišče viadukta Sejanca. Upanje, da bo enkrat do Ptuja peljala nova cesta, ki bo pomenila hitrejšo pot iz Ormoža v svet, tako ostaja. Pomgrad je septembra lansko leto pričel z gradnjo viadukta Sejanca in kot je znano, je tretji gradbinec po propadu STC-ja in Vegrada, ki se loteva tega zalogaja. Domačinom pa vliva upanje, da se na gradnji ceste Ormož-Ptuj le nekaj premika. Gre za premostitveni objekt, ki bo dolg 195 metrov in širok 12 metrov in predstavlja prvi delček nove ceste, v bistvu obvoznice od Ormoža do Ptuja. Poslanka Mojca Žnidarič si je že pred izvolitvijo zelo prizadevala za pospešitev gradnje hitre ceste. Januarja je ministrici Alenki Bratušek postavila vprašanje o časovnici projekta. Njen poslanski kolega Jani Ivanuša pa je v državnem zboru v začetku junija znova zastavil podobno vprašanje. Vendar natančnega odgovora na vprašanji nista dobila, saj je ministrica več govorila o problemih umeščanja trase okoli Ptuja. Tako da je situacija trenutno sledeča. Ja, trenutno se gradi viadukt. Tukaj na tem viaduktu bodo dela potekala še do konca tega leta, tako so zagotovili z Darsa. Malo se je zavleklo, ker bila je mišljeno, da bo prva faza zaključena do konca julija, ampak zaradi prestavitve enega izmed stebrov in potem novih izračunov je zadeva nekoliko se podaljšala. Glavni Dars trdi, da bo prva faza viadukta zaključena do konca leta, druga faza pa pomeni asfaltiranje, tisto pa je seveda potem možno na spomlad. To, kar si pa mi vsi najbolj želimo in vztrajamo vsak po svoje, je pa to, da bi potem se začela gradnja
prvega odseka te ceste, kajti od Ormoža do Gorišnice, kot smo že 100krat ali pa 1000krat ponovili, ne, že imamo iz leta 2007 gradbeno dovoljenje in to v bistvu najbolj zdaj vsi pričakujemo, da bi se gradnja začela po odsekih, tako kot je bilo ves čas planirano in nam tudi v prejšnjem mandatu obljubljeno. Sedaj pa Dars nekako vztraja, da je pač cestna povezava od Ormoža do Markovcev ena enota in da se samo tam da potem zadeva tudi začasno navezati, da bi delali en gradbeni razpis, ne, ker je potem, kot vemo, v Sloveniji veliko težav s temi gradbenimi razpisi in vztrajajo na enem. Ampak razpisa za celotni odsek do Markovcev še ne morejo dati, ker še ni gradbenega dovoljenja od Gorišnice do Markovcev. Tam bo pa Dars nekje v jeseni komaj vložil vlogo za to gradbeno dovoljenje po integralnem postopku. Zdaj, teh postopkov je še malo, tako da v bistvu nihče nam ne ve povedati, kako dolgo bo ta zadeva trajala, ampak po moje je to pol leta najmanj, ne, ali pa lahko še kaj več. V tem času pa, kot vsi pravimo, lahko marsikaj naredijo na prvem odseku, ne. No in kakšno je sicer vaše mnenje, glede na to, da ste vseeno blizu, ne, tam nekje v Ljubljani, je zadeva resna, je ali ni? Ker veliko skeptikov je seveda tukaj živečih ob tej cesti. No, to, da bi se zadeva ustavila ali kakorkoli, to jaz mislim, da se ne rabimo bati, ne, ker viadukta nam ne bojo delali, da bi potem tu stal za razgledno točko, ne, ker niti ni za ta namen uporaben. Jaz mislim, da se ne bo. Imam pa občutek, no, da ne hitijo s tem ormoškim delom ravno zaradi umeščanja na ptujskem delu. Ko smo imeli tam enkrat v februarju tudi en sestanek skupaj z župani, no, tu moram reči, da me vedno zraven vabijo res. Ko smo imeli na Darsu, tudi takrat sta me za ta prvi odsek, da bi se gradil najprej, pa to sta me samo gorišniški in završki župan podprla in vedno sta ona dva, zraven naši seveda, ne, pri tem res podpirate. Se mi zdi, imam občutek, da pa pač Markovcem, Ptujem, onim ni toliko zdaj pomembno, da mi hitro pridemo do Markovcev, če se pa zadeva potem tam ustavi, ne. Sigurno nam je vsem skupaj cilj zaključena celota, se pravi, da pridemo do avtoceste in kar me najbolj veseli je to, da v bistvu se je zdaj začela zadeva umeščati okrog Ptuja, ne. Mi smo, moram reči, jaz in pač, ali pa SMC, ne, tako ormoški kot nasploh SMC, prejšnjem mandati smo imeli infrastrukturno ministrstvo in smo na tem delu dosti delali, zdaj pa ima SMC pod okriljem MOP, se pravi Ministrstvo za okolje in prostor in se mi zdi, da se najbolj aktivno dela tam, zdaj na umeščanju tras okrog Ptuja. Izbran je izvajalec teh variant južnih, tako da zdaj iščejo te variante in če bo tako, kot nam je bilo nazadnje rečeno, tudi predsednik vlade je tako odgovoril v parlamentu, da bi bilo, ko je govoril o letnicah 2021, to je govoril o teh umeščanju okrog Ptuja, mislim, da je to dokaj hitro, če bodo od leta 2021 tam umeščeno. Tako da jaz mislim, da se zadeva res premika, no, vsaj na naših ministrstvih. Je vedno tako, da tudi na svojem ministrstvu, no, pač strankarskem lažje se dogovarjaš. Zdaj, do ministrice Bratuškove pa še nismo prišli, no, nismo takrat dobili termina, ker sem ga želela, da bi ga dobili, preden je bila ta civilna iniciativa sklicana v Cvetkovcih. Dobila sem takrat te telefonske informacije, tako z Ministrstva za infrastrukturo kot tudi z Darsa. Bova pa potem sva se tudi s poslancem, tudi Aljažem Kovačičem pogovarjala, da bova pa potem v mesecu septembru po dopusti šla do ministrice, vmes bo pa on tudi še enkrat nagovoril predsednika vlade. Bo pa predsednik vlade dobil tudi pismo strani županov Spodnjega Podravja, ker to je pa bil sklep na zadnjem sestanku v Markovcih, ki smo ga imeli v začetku julija. Tam smo v bistvu taka dva sklepa izglasovali ali dogovorili. Eden je ta, da pošljajo župani pismo predsedniku vlade, torej da še njega enkrat podrobno seznanijo s situacijo okrog te ceste in seveda z željo, da se gradi fazno, da se pač prvi odsek začne graditi. To je bil en.
Drugi sklep je bi bil ta, da se pravi prvo, da se seznani predsednika vlade, da se mu pošlje pismo, drugi pa, da vztrajamo, da se začne graditi prvi odsek, za katerega velja gradbeno dovoljenje iz leta 2007. Ja, verjamem, da nas boste sproti obveščali ne o dogajanjih in torej o napredovanju vsega skupaj. Seveda bom z veseljem. Hvala za danes. Hvala tudi vam. Po zadnjih napovedih Ministrstva za promet naj bi 10 km in 400 metrov dolgo cesto med Ormožem in Gorišnico ter potem do Markovcev, kar pomeni še 5 km in 600 metrov, dokončali do leta 2022. Kakšna bo usoda te ceste in kako se bodo spreminjali roki za njeno gradnjo, pa bo očitno zelo odvisno od odločnosti vlade. V Ormožu pa bomo imeli tudi novo trgovino. Na zemljišču nasproti Hoferja nemško podjetje Lidl gradi nov trgovski center. Odprtje predvidevajo prihodnje leto. V Ormožu podjetje VG5 iz Ljubljane za naročnika Lidl Slovenija gradi nov trgovski center s pripadajočimi parkirnimi površinami. Trgovski center bo zrasel na zemljišču preko ceste oziroma nasproti trgovine Hofer ob Ljutomerski cesti. Kot lahko zasledimo na spletni strani podjetja VG5, je načrtovana trgovska stavba tlorisne velikosti 68 x 36 metrov in višine nekaj čez 6 metrov. V stavbi bo blizu 1110 kvadratnih metrov prodajnih površin, ostale površine pa bodo namenjene skladišču oziroma drugim spremljevalnim prostorom oziroma parkiriščem. Odprtje trgovskega centra bo v naslednjem letu. V teku je gradnja novega mejnega prehoda. Novi mejni prehod bo prinesel tudi nekaj sprememb v prometnem režimu in kmalu tudi 2 novi krožišči. V teku je dolgo pričakovana celovita prenova mejnega prehoda Ormož. V dobrih 3 mesecih naj bi tako mejni prehod dobil povsem novo podobo, kar prinaša tudi kar nekaj sprememb. Ja, kar nekaj sprememb, slabi, mislim, dobri 900 000 evrov vložka mora nekaj prinesti, se pravi navezava na to obvoznico. Vidite tudi, da kompletna ureditev, se pravi nadstreška, tudi teh kontejnerjev, tudi krajinska krajina se bo malo izboljšala, malo lepša bo vse skupaj zavideti, tudi počivališče in pa navezava potem ena taka osmica, bomo rekel, vračalni pas do trenutnega železniškega prehoda, kjer se bo možno, se pravi, vozila, ki bodo zavrnili oziroma kakorkoli, da se bo tudi lahko obračala in pa da bodo normalno lahko se zapeljala nazaj na samo obvoznico. Tako da ja, kompletna preureditev, kompletna preusmeritev, se pravi iz mestnega jedra, bomo rekel, proti Ormožu na našo vzhodno obvoznico in pa proti državni cesti navezava na središče in pa obvoznico Ormož. To pomeni, da stare ceste več ne bo ceste, ki je vodila v mesto. Stara cesta še se bo vseeno obdržala, ampak je pa res, da pa bo mejnega oziroma železniškega prehoda več ne bo. Kasneje ta prehod bo v resnici za avtomobilski promet, tovorni promet itak ne, ker je že zaradi mostu neomogočene, bo zaprto, bo pa samo možno, se pravi, z kolesi oziroma pešpotmi pa bo vseeno prehod omogočen. In kaj to pomeni za mesto Ormož? Je to pridobitev, je to plus, minus? To je tista smernica, ki je tak država dela oziroma mesta so začela to delati, se pravi, da se tranzit skozi mestno jedro nekako zmanjša, se pravi, da se umirjajo mestna jedra. Jaz mislim, da je to potrebno samo dobro izkoristiti, se pravi, varianta na navezavo na obvoznico bo nam prinesla lažjo oziroma večjo dostopnost, večji tranzit mimo Ormoških lagun in pa proti Gramoznice, proti mestne, proti Ormoškemu jezeru, kjer je potrebno tudi neko zgodbo dati. Jedro umirjeno pa je treba za neko drugo zadevo tudi dobro izkoristiti, se pravi navezava grajska pristava, grad, se pravi kompletno proti Karančičevem trgu in pa vsemu ostalemu. Jaz verjamem, da tudi tu zaradi tega lahko neko dodatno zgodbo napravimo. Tako da smer je taka, mesta se nekako umirjajo, po celi Sloveniji je to trend in tudi Ormož je mesto, zakaj ne bi tudi pri nas bilo tako.
900 tisoč ste rekli, to sofinancira tudi kaj? Občina morda kakšnem odstotku? Občina je v začetku, bom rekel, v manjšem odstotku financirala te projekte, sedaj pa je to ze strani Ministrstva za javno upravo, ki pa je financer tega, kar se trenutno zdaj, te gradbene dele in pa vsega ostalega, kar se trenutno tudi dogaja. Kdaj bi naj bilo dokončano, vam je morda znano? Ja, rok je tam v drugi polovici avgusta, ne? Mislim, da je zelo 15. avgust, ja, 15. avgust, tako da jaz verjamem, da bodo do takrat dokončali, tako da bomo v mesecu avgustu že imeli novo sliko, kar se tega tiče. Moram povedati, da tudi intenzivno naprej dela tudi ministrstvo, kar se tiče ureditve križišča ob vstopu na državno cesto, ki povezuje ormoško obvoznico in pa središče. Tam se bo v kratkem tudi zgodili, projekti so v zaključni fazi in pa zgodil se bo tudi novi krožni promet. Krožni promet je predviden zaradi obremenjenosti na tem delu odseka in pa krožni je predvideni tudi v glavnem semaforiziranem križišču tu pri Hoferju. Tako da tu se bo ta zadeva urejala. Verjamem, da bo v prvi polovici drugega leta, se pravi zaradi intenzitete vzpostavitve tega mejnega prehoda z to našo obvoznico, bo se tam v prvi polovici leta 2020 tudi zadnjo zgodila ureditev tistega krožnega, tako da bo Ormož tudi dobil nov krožni promet, če se lahko tako izrazim, ki bo tudi, bom rekel, tematsko v sredini zgrajen, se pravi predvidena in pa nekak idejno zasnova kaže k temu, da bomo poudarek dali in pa navezali z našim Ormoškim jezerom, z dogajanjem ob reki Drave v povezavi z ormoškimi lagunami. Tako da bodo ljudje, ki se bodo v krožnega pripeljali, takoj nekako dobili pridih, da se pa ob Dravi nekaj dogaja. Vse to kaže torej na kar nekaj sprememb na prometno situacijo ob trenutnem mejnem prehodu s Hrvaško. Pot v mestu bo tako za avtomobile precej daljša, za pešce in kolesarje pa ne bo sprememb. V času gradnje mejnega prehoda mejna kontrola poteka nemoteno. Dela na gradbišču izvaja cestno podjetje Ptuj skupaj s komunalnim podjetjem Ormož. Svojo končno podobo pa počasi dobiva tudi športna dvorana na Hardeku. Gre za 1100 kvadratnih metrov dodatnih površin, ki jih uporabniki nestrpno čakajo. Saj je zaradi gradnje že skoraj dobro leto športno življenje v Ormožu precej okrnjeno. V bistvu se je gradnja prizidka k športni dvorani začela že pred 2 letoma. Dvorano na Hardeku so razširili za 10 in podaljšali za 55 metrov, kar pomeni 1100 kvadratnih metrov dodatnih površin. V tem času poteka priprava tal za polaganje novega parketa in župan zagotavlja, da bo s 1. septembrom telovadnica končno nared. 1.9. tako smo obljubili. 20. avgusta zaključujemo z parketom in pa z vsemi ostalimi deli, tako da sporedno tudi druga zadeva urejamo, se pravi tisti podest za, kar se tiče snemanja tekem. To bo urejeno v tem času, tudi predstavitve košev in pa vsega ostalega, plezalne stene in pa vsega ostalega bo napravljeno. Nekaj manjših pomanjkljivosti bo odpravljenih, ki še jih moramo rešiti. Tako da, tako smo obljubili 1.9. trenutno gre časovnica v redu, vidite, da se parket odstranjuje. Tako da jaz verjamem, pa tudi z strani izvajalca, tudi z strani nadzornika je zadeva potrjena, da bo takrat ta zadeva šla skozi. Vrednost končne situacije znaša nekaj čez 1 227 000 evrov. Zaradi nekaterih pomanjkljivosti pri gradnji bo občina izvajalcu ljubljanskemu VG5 od tega zneska odbila oziroma zmanjšala izplačilo v znesku 96 000 evrov. Ja, dosegli smo poravnavo v višini 96 000 evrov, plus nekaj še bo pomoči. VG5 se je tudi nekaj zavezal, da bo tudi pomagal, bomo rekel, preko takšnih in drugačnih, se pravi donatorskih pogodb z tistimi, ki so bili najbolj oškodovani. Tu predvsem mislim rokometni klub, osnovno šolo Ormož, pa še tudi kdo se najde. Se pravi, da bo malo priskočil na pomoč, koliko je več težav povzročil vsem tem, ki so tukaj niso mogli izvajati svoje osnovne, bomo rekel, dejavnosti. Tako da to je to. Plus tega smo
smo dosegli znižanje, bom rekel, tam cirka 20 000 evrov znižanje, se pravi končne cene samega objekta, tako da smo nekako na tistih 120 000 evrih, kot smo govorili. Poleg tega pa še smo skozi kvalitetni pregled in pa vse ostalo tudi določene pomanjkljivosti ugotovili, katero je izvajalec VG5 tudi saniral, tako da smo tudi to dosegli plus poravnavo. Tako da jaz moram reči, da to je vedno tako, ne? Ko enkrat poravnava, ko se sliši poravnava, je tako, konec koncev nima niti eden tistega, kar želi. Ne? To je odkrito povedano in to nimamo kaj skrivati. Normalno, da se je zahtevalo več, tudi oni so zahtevali več, ne? Ampak poravnava je neki poglih. Jaz verjamem, da vkolikor bi šli na sodišče, vkolikor bi se na sodišču poravnavali, bi bila zgodba, veste, časovnico, kako se to pri nas v Sloveniji odvija. Tako da tukaj lahko pa bi se tudi zgodilo, da bi občina Ormož več izgubila, kot je sedaj profitirala. Tako da jaz vseeno mislim, da smo to zadevo zapeljali korektno. Jaz verjamem, da smo zadevo dobili tisto, kar smo zahtevali in verjamem, da smo s tem to zadevo, vsaj tega zaključka dobro zaključili. No, kakorkoli je bilo veliko težav, tudi vse skupaj se je gradnja, dokončanje zamaknilo, ampak vseeno Ormož bo torej dobil še en lep športni objekt, ne, na katerega smo lahko ponosni. Tako, gledajte, objekt je, kar se tega stališča, kar se tiče izvajanja same športne vzgoje, kar se tiče treninga in pa vsega ostalega, gledajte, objekt, ki bo služil sigurno svojemu namenu. Tudi zadnji smo imeli sekretarja Rokometne zveze Slovenije, tu je pohvalil zadevo, kakšni treningi bodo omogočeni, se pravi od fitness naprav vsega ostalega do pogojev, ki jih trenutno telovadnica ima, bo to se lahko vršilo brez nekih pomanjkljivosti, bom rekel. Res je tisto tribune oziroma tisti pogled, se pravi tisti stebri, ki so bili večkrat glavna tema takšnih in drugih družbenih omrežij. To je zdaj pač zadeva, ki, bom rekel, bi lahko bila boljša napravljena. Smo pa zdaj tudi, kar se tiče snemanja tekem in pa vsega ostalega, smo tudi danes podpisali naročilnico za izdelavo podesa. Vse skupaj smo predebatirali tudi z Radio Televizija Slovenija, tudi vi ste nam pomagali pri tem, tako da tudi vam iskrena hvala, da smo to zadevo zaključili oziroma naredili. Tako da verjamem, da bo objekt kot takšen služil svojemu namenu. Verjamem, da bomo tukaj novo zgodbo dobili. Pa verjamem tudi, da bomo tisto, kar se pogovarjamo tudi okrog uvedbe športnega turizma in pa vsega ostalega, tudi rdečka telovadnica, da bo tudi ta dobila svojo zgodbo. Uporabniki športne dvorane menijo, da bi, kar se tiče funkcionalnosti prostorov, morda bilo le še potrebno umakniti lesene tribune, ki so postavljene za stebri. Te namreč niso nameščene najbolj posrečeno. Prazen prostor pa bi lahko služil tako borilnim veščinam, judoistom, plesalcem in podobnim rekreativnim dejavnostim. Ormož in okolica tako imata že kar nekaj možnosti za razvoj športnega turizma. Na občini tudi že razmišljajo o pripravi poslovnega načrta v tej smeri in verjeti je, da se bo kmalu našel nekdo, ki bi vedel izkoristiti vse dane možnosti. Poslovni načrt bi lahko vključeval tudi sobe v praznem ormoškem hotelu, gotovo pa nočitvene kapacitete v hostlu, ki tudi že deluje. Ja, hostel deluje, ima nočitve, sicer te nočitve so po večini, bom rekel, čez vikend je večji interes, normalno več turistov se tudi pri nas obrača, nekaj je čez teden, tako da zadevo smo zapeljali preko javnega zavoda, kot je bilo napovedano. Nekaj zadev še smo uredili, tudi tako smo se preko občinskega sveta dogovorili, se pravi od video nadzora in pa vseh drugih nadzorov, elektronskih ključavnic, tako da bo tudi na oddaljenost možno hostel odklepati, s tem predvsem želimo znižati te stroške dela, ki so ena izmed glavnih faktorjev, kar se tiče stroškovnega dela tega hostla, da nekako ga tako daleč postavimo, da bo zadeva delovala. Tako da hostel deluje, odprli ga smo, nekaj zadeve še odpravljamo, nadgrajujemo, tako da verjamem, da je v redu. Tudi kar se tiče gostov, ki so tukaj pri nas že prespali, na zadnje recimo je šel skozi ta Zadravsko kolesarsko pot, pa so prekolesarili se v našem hostlu, ostavili, pa so pohvalili samo nočitev, tudi sam odnos. Tako da verjamem, da
smo na dobri poti. Jesen bo tako pestra. Prva rokometna tekma za državno prvenstvo v novi ormoški telovadnici oziroma na novem parketu bo v soboto 14. septembra med rokometaši Jeruzalema in novinci iz Izole. Športno društvo Sveti Tomaž, sekcija Legende malih vin, je minulo nedeljo organizirala tradicionalni memorialni turnir za pokal Franca Klemenčiča v nogometu. Letos so turnir združili s turnirjem Odbojki na mivki. Minulo nedeljo je v Mali vasi pod pokroviteljstvom športnega društva Sveti Tomaž oziroma nogometne sekcije Legende malih vin potekal 11. nogometni memorial v spomin na prezgode umrlega člana Franca Klemenčiča. Franca Klemenčiča se tomaževski nogometaši radi spominjajo, saj je bil eden tistih, ki so orali ledino ureditve domačega športnega parka. Razen turnirjev v nogometu so letos obenem izpeljali tudi turnir v odbojki na mivki. Letos je pač vse skupaj poklopilo, imeli smo prejšnjo nedeljo turnir v odbojki na mivki, nažalost nam je ob 3 zagodilo vreme, ni nam uspelo izpeljati vsega skupaj, tako smo danes združili in odbojko in nogomet. Tako da zaključujemo turnir v odbojki, so zaključni boji, nogomet poteka, tako da je pestro. Kako ste zadovoljni z udeležbo na enem in pa drugem športu? Ja, udeležba na odbojki je zelo bila dobra. Udeležba na odbojki je bila 12 ekip, tako v nogometu imamo 6, pozna se tudi malo na vremeno, tudi včerajšnja veselica, tako da mi smo zadovoljni. Sicer pa gre za 11. memorial Franca Klemenčiča. To je pa gospod... Ja, to je domačin, tukaj je njegova rodna hiša zraven, tu je odigral on prve nogomet dejansko, tako da smo, nažalost je hitro preminil v 40. letu, mislim da, tako da smo se odločili v njegov spomin narediti en tradicionalni dogodek, to je že letos 11. memorial, katerega se udeležujejo več ali manj enaki ljudje, tako smo zadovoljni. Tako kot običajno so se poleg igralcev na turnirju zbrali tudi številni gostje, bili priča kulturnemu programu in podelitvi priznanj. Letos je priznanje prislužila tudi kabelska televizija Ormož za medijsko podporo. Športni park Mala Vina predstavlja prijetno zatočišče tako nogometnih kot odbojkarskih navdušencev, pa tudi odličen prostor za prijetna družabna srečanja, čeprav se zdi, da ni več tako množično obiskan, kot je bilo to včasih. Tako sekcija Legende malih vin ne kuje posebnih načrtov, dodaja Andrej Hebar. Ja, zdaj nekih novosti strašnih ne pričakujemo. Tudi zadnje leta ugotavljamo, upadajo tudi mladih ni. Nekoč smo vedeli, v nedeljo ob 2 se igra nogomet, brez mobitelov, brez vsega. Danes se težko dobimo, da igramo eno pravo tekmo. Tako da bomo videli, kaj prinaša mladi rod, ampak mi še vedno vztrajamo. Na letošnjem 11. memorialnem turnirju Franca Klemenčiča je sodelovalo 7 nogometnih ekip. Zmagala je ekipa Lordi iz Ivankovcev, drugi so bili ekipa Mladi Upi in tretji ekipa Kirbi. Med 12 ekipami, ki so se pomerjale v odbojki na mivki, 3-3 je zmagala ekipa športnega društva Stanica, ki so jo sestavljali Alen Balas, Ijan Mesarec, Nikola Toplak in Matevž Kukovec. Med ostalimi športnimi dogodki pa smo bili tudi v Zrečah in sicer na pripravljalni tekmi mladinske rokometne reprezentance do 21 let, ki se v teh dneh že nahaja na svetovnem prvenstvu v Španiji. Pozdravljeni še v zadnjem pregledu športnih dogodkov v Tripu Ormoža pred odhodom na kratke počitnice. Pred odhodom na svetovno prvenstvo v Španiji, ki bo za generacijo letnika 1998 in mlajši že 5. in hkrati zadnje veliko tekmovanje v mlajših kategorijah, smo na zadnji pripravljalni tekmi v Zrečah obiskali mladinsko rokometno reprezentanco Slovenije do 21 let. Aktualni evropski prvaki so proti Madžarom odigrali še 5. pripravljalno tekmo in jo dobili z izidom 25-23, polčas 10-12. Tako so izbranci ormoškega trenerja Saše Prapotnika na svetovno prvenstvo odpotovali 4 zmagami in 1 remijem, kar je soliden obet za tekme, ki jih čakajo v španski Galiciji oziroma mestu Vigo. 2-krat je padla reprezentanca Hrvaške, po enkrat Južna Koreja in Madžarska, s katero so mladi Slovenci v Budimpešti tudi remizirali. Na zadnji tekmi proti Madžarski so odlično predstavo prikazali vsi 3 vratarji, Mark Ferjan, Gašper Dobaj in Gal Gaberšek, ki so skupaj zbrali lepih 15 obramb. Prvi strelec Slovenije je s 5 goli bil Ormožan Gašper Horvat,
4-krat je bil natančen Gregor Ocvirk, po 3-krat sta zadela Trebanca, Kristjan Kuržen in Marko Kotar. Pred našo kamero smo pred odhodom na prvenstvo, ki bo potekalo od 16. do 28. julija, zvabili številne goste iz naše reprezentance. Komentar današnje generalke pred odhodom na svetovno prvenstvo. Kaj ne rečem, slab začetek, dober konec. Začeli smo res katastrofalno. Mlako v obrambe, zgrešili, mislim, da 5-6 čistih strelov na gol. Totalno neborbeno, kot da smo prišli na igrišče, pa bo se samo od sebe zmagalo. Kasneje smo se pobrali, nadoknadili zaostanek 5 golov, pokazali neki karakter, konec koncev tudi to veseli. Potem mislim, da je bila igra kar na borbenem nivoju, oziroma smo bili zelo agresivni. Tudi v napade smo malo boljše zgledali, kaj ne rečem. Mogoče eno opomin pred tekmo za Tunizijo, ki je vsekakor dobrodošel. No, prav to sem želel reči, da mogoče pa prav dobrodošli tistih slabih, katastrofalnih prvih 15 minut, 9 prejetih zadetkov. V nadaljevanju pa smo videli tudi, da ekipa zna zelo dobro reagirati na velik zaostanek in pa tudi zelo dobra igra v obrambi 5-1. Ja, letos smo, se pravi, če pogledamo ekipo z lanske sezone, dobili tudi to obrambo 5-1, 6-0 obrambo smo odigrali, se pravi, na tekmah s Hrvaško, proti Madžarski smo igrali 5-1. Mislim, da še bomo vedno, da bo tista glavna obramba proti Tuniziji 6-0, ampak veseli pa, da proti Lani imamo zdaj še eno dodatno obrambo 5-1, ki zgleda zelo solidno. Torej prva tekma Tunizija, poznan, nepoznan nasprotnik. Ja, dobili smo nekaj 2 posnetka, se pravi njihovih zadnjih 2 tekem, zdaj iz pripravljalnega obdobja. Zelo kompaktna, zelo dobra ekipa, konec koncev je to generacijo premagala na evropskem prvenstvu v Gruziji oziroma svetovnem evropskem. Tako da mislim, da je to čist zadosti opozorilo, da tekmo vzamemo čisto resno. Tako Vanja, skupina, če mogoče lahko opišemo, zagotovo si ti tisti, ki ima največ podatkov glede nasprotnikov na tem svetovnem prvenstvu. Ja, dejansko je gro našega pripravljanja na Tunizijo, na prvo tekmo, ki bo zelo močna, za ostale bo še čas potem. Tako da Tunizijo smo si ogledali, igrali so nekaj tekem proti Španiji, zdaj so zelo, zelo dobra ekipa, ne gorje jih podcenjevati. Fizično so zelo tudi korpulentni, morfološko so visoki, močni, imajo odličnega srednjega zunanjega igralca, prodornega, igrajo dokaj hiter, modern rokomet, tako da je to zelo, zelo dobra ekipa. Tudi na evropski ravni absolutno je to ekipa, ki bo lahko naredila probleme čisto vsem. In mi imamo prvo tekmo, poskušamo, zdaj razmišljali samo o tem, za ostalo bo še čas. Sicer najbrž je tisti osnovni cilj iti skozi skupino. Ja, iti skozi skupino bi bil najmanjši cilj. Zdaj višje mesto, kot imamo, lažje nasprotnike na papirju bomo imeli. Torej, Španci so nosilci, so premagljivi tudi oni. Vemo, da domač teren je pri rokometu velika prednost. Srbi se pripravljajo že ne vem koliko časa, tudi oni so veliko stavili na to prvenstvo. Tako da Tunizici, kot pravim, so zelo dobri. Potem so in Japonci in Američani so outsideri, vendar zdaj smo igrali proti Koreji, ki goji podobno rokomet kot Japonska, pa mimo grede te presenetijo, ker nismo navajeni na ta njihov način igre. Vseeno pa verjetno si istega mnenja kot jaz, da bodo Evropejci tisti, ki bodo krili sam vrh tega svetovnega prvenstva. Ja, zdaj, če tako kot sem videl to Tunizijo, ne bi bil dosti presenečen, če ne bi tudi oni mešali štreno ostalim, tako da treba videti, kakšno ekipo imajo Argentinci, ki so navadno močni. Vemo, da to Brazilci znajo zelo dobro igrati. Cela Severna Afrika je močna, je postal ta šport kar precej globalen, vse te boljše ekipe. Tako da ne bo lahke tekme, mogoče res ZDA, Japonska, te malo lažji nasprotniki, se lahko malo kalkulira, ampak gorje poceniti koga.
Tako, Gašper, kar zanimiva tekma, generalka proti Madžarom, na začetku res pod vsako kritiko, no, v nadaljevanju pa vseeno ste pokazali tisti pravi obraz in dobili tekmo. Ja, na začetku smo doživeli nek šok, hladen tuš. Madžari so dominirali v vseh segmentih igre, nismo se vračali v obrambo, prejemali smo lahke zadetke. Do polčasa smo poskusili prednost malo znižati, na to pa smo se v slačilnici dogovorili, da gremo vsako tekmo na zmago in generalka pred svetovnim prvenstvom je lepa popotnica, če greš na svetovno prvenstvo, seveda zmago. Zato smo strnili moči in mislim, da v drugem polčasu smo dokazali, da znamo igrati rokomet in smo sposobni tudi po zaostanku se vrniti in tekmo preobrniti svoj prid. Tudi sam imaš letos vidnejšo vlogo v ekipi, tudi večjo minutažo, najbrž tudi napredek skozi celo leto. Ja, želim si dokazovanja, želim si priložnosti, vesel sem, da mi trener zaupa, trudim se po svojih najboljših močeh, delam pa vse za ekipo in skupaj, samo skupaj lahko gremo naprej. Svetovno prvenstvo, kakšne so želje, cilji vas, fantov, pustimo strokovni štab? Ja, najprej gremo zmagati skupino. Najprej to je osnovni cilj, da prijemo ven skupine, na to pa je vse odprto, tekmo po tekmo, cilj pa je polfinale. To ne skrivamo pred nobenim. Seveda treba omeniti, da upamo, da bo šlo tudi brez poškodb, kar nekaj igralcev je poškodovanih trenutno in pa nekaj, ki bodo ostali praktično doma zaradi poškodb. Ja, pogrešamo kar nekaj igralcev, žal mi je Tilana, ker sem želel enkrat z njim odigrati skupaj, ampak kak pravijo, brez koga ni, se mora. Samo naredili za njih, da bomo pokazali pravi obraz in se borili za grb. Tako Jure Natek, pred kratkim tudi v novi funkciji, praktično koordinator vseh mlajših selekcij. Rokometna zveza Slovenije se lahko pohvali, da praktično vse ekipe čaka naporno poletje. Pa če začnemo recimo od teh naših najstarejših aktualnih evropskih prvakov, ki odhajajo na svetovno prvenstvo, vsi s to ekipo, želje, pričakovanja, ti vidiš, spremljaš izkušnje bogate iz igralskih časov, kaj vidiš iz te generacije? Ja, ta generacija je v bistvu lansko leto že dokazala, koliko in kaj je vredna, če se je sposobna. Je pa dejstvo, da pri mlajših kategorijah, že pri članskih, ampak pri mlajših še toliko bolj, da so nihanja še večja, tako da je treba vedno igralce in ekipo pač držati pod kontrolo, dodatno motivirati, da ne pride do kakšnega zadovoljstva. Fantje so super oddelali priprave, upam, da se nam bojo načeti igralci še pozdravili čim prej. Pred prvenstvom smo optimisti, mislim, da smo oddelali dobro, da smo odigrali dobre tekme, seveda pa to ne pomeni čist nič. Ko je človek enkrat na prvenstvu, se začnejo za vse iz ničle in tam bo treba pokazati pravi obraz, ne pa na trening tekmah. Zagotovo pa bo zelo pomembna ta prva tekma, kajti ta prva tekma potem tudi dalje vleče voz, seveda, če je uspešna. Ja, se strinjam, absolutno. To da nek ritem prvenstvo, neko dodatno energijo ali pa ti jo lahko celo vzame. Tako da jaz sem prepričan, da bomo, oziroma da bo predvsem trener in njegov pomočnik, pa tudi mi vsi ostali, pa tudi igralci, da se bomo dobro pripravili na Tunizice. Zavedamo se, da so, oziroma glede na negativne izkušnje s to generacijo, se fantje zavedajo, kaj jih čaka in prepričan sem, nobenega podcenjevanja ne bo. Ja, sem pa prepričan, da če se bo pokazala prava igra, da smo absolutno boljši od njih. Potem po mladincih še ostale selekcije so zelo delovne, namreč čaka tudi ostale reprezentance, obilo svetovnih prvenstev, evropskih prvenstev, olimpijskih festivalov, evropske medine, še kaj od tega, če malo opišeš? Ja, dela se na vseh frontah polno, hvala Bogu, super je. To je velika čast in tudi priznanje za slovenski rokomet, da smo v mlajših kategorijah povsod zraven. Ja, kadete čaka svetovno prvenstvo v Makedoniji, mislim, da imajo odlično ekipo, ampak to je v mlajših kategorijah tako, da pričakovati nek rezultat, vse super, vse lepo, važna je pa pač prihodnost slovenskega rokometa. Mislim, da imamo v tej generaciji ogromen fantov, ki bodo v prihodnosti v pravem delu malo sreče, v pravih izbirah klubov, trenerjev, da bo igrali zelo pomembno vlogo v slovenskem rokometu, v članski konkurenci oziroma v članski reprezentanci. Za generacijo 2002, ki bo igrala pa na olimpijskem festivalu mladih v Azerbajdžanu, je pa tako, te fante so še toliko mladi, mnenje vseh na zvezi je pač tako, da gre za nabiranje izkušenj
ne na račun zmag, seveda se gre tja zmagovati, ampak to je pač ena prva taka prava reprezentančna izkušnja teh fantov. Prepričan sem, da bojo dali vse od sebe, trenirajo, vem, da dobro. Je pa to seveda enostavna naložba za prihodnost. Jaz upam, da bo ravno toliko fantov kot iz prejšnjih generacij, da bojo naredili uspešne kariere in da bojo pomemben del slovenskega članskega rokometa nekoč. Če za konec, kot igralec je dal skozi Francijo, Nemčijo, mogoče še kaj sem pozabil, seveda Celje, recimo, kjer si postal tudi evropski klubski prvak. In mogoče je naša stroka slovenska podcenjena, recimo, v Evropi. Ne, v Evropi ni podcenjena. Jaz sem prepričan oziroma vem, da nas v Evropi zelo cenijo. Vsi so v bistvu začudeni oziroma začudeni, pač priznavajo te rezultate, ki jih imamo. Lahko mogoče rečem, da smo podcenjeni sami pri sebi. Pač enostavno nam mogoče manjka neke samozavesti, nekega preboja, pa tudi konec koncev nam manjka kakšen uspešen oziroma kakšen trener več, ki bi vodil tuje klube, ki bi v bistvu odprl še to vrstna vrata drugim vrhunskim trenerjem, ki pa jih je v Sloveniji zelo veliko, absolutno. Hvala lepa in srečno v Španiji. Hvala tebi. Prva tekma mlade Slovence čaka v torek 16. julija ob 16:30. Nasprotnik bo ekipa Tunizije, ki je Slovenijo premagala leta 2017 na svetovnem prvenstvu v Gruziji z izidom 29:26. Takrat so Tunizijci zasedli 11., Slovenija pa šele 13. mesto. Ostali nasprotniki naše izbrane vrste bodo še Japonska, Združene države Amerike, Srbija in Španija. Vse tekme naše reprezentance si bo moč ogledati na kanalu Sportklub. Na svetovnem prvenstvu mladincev do 21 let v Španiji je bil odigran že prvi krog. Mladi Slovenci so pod vodstvom trenerja Jeruzalema Saše Prapotnika z odliko opravili s prvim nasprotnikom. Z izidom 32:25, polčas 17:14 je padla Tunizija, katera je mlade Slovence ugnala na svetovnem prvenstvu 2017 v Gruziji. Takrat z izidom 29:26. Consigue Túnez despertar, balón para Pornak. Adentro, sí señor. Ahí está Marko Kotar. Slovenija je odlično pričela tekmo v obrambi. Nekaj lepih obramb je zbral Mark Ferjan in prednost je naraščala iz minute v minuto. Že v 7. minuti pri zaostanku 4 golov je klub Tunizije bila primorana vzeti minuto odmora. Magua, vamos a ver, muy tapado, no tenía espacio el extremo tunecino, el balón va a la contra para que marque, sí o no, Eslovenia, bueno, qué jugada más espectacular y, por favor, vaya golazo de Eslovenia, vaya golazo acaba de marcar Tim Rosman, qué jugada de equipo, donde hay tiempo muerto, que solicita. V 20. minuti je Gregor Cvirk zadel za +7, 13:6. Ob tem so Slovenci še imeli protinapad za povišanje prednosti, a so le tega slabo izpeljali in zapravili lepo priložnost za prednost 8 golov. V zaključku prvega polčasa si je naša izbrana vrsta privoščila nekaj napak, kar so izkoristili borbeni Tunizijci in odmor sta ekipi odšli pri rezultatu Slovenija 17, Tunizija 14. Okay. Odigramo 3 z krivo. Samo za drugo stran. Ajde. El entrenador esloveno, yo creo que ha dicho a los suyos que se mantengan en el partido y que procuren mantener.
Slovenija je drugi polčas odprla z 2 zadetkoma in obrambo 7-metrovke Ferjana. V prednosti 4-5 golov so Slovenci mirno nadzirali potek tekme. V 42. minuti pa je Tine Gartner iz protinapada zadel in je zanačil najvišjo slovensko prednost na tekmi 7 zadetkov, 25-18. Va a recuperar Mustafa, no, finalmente va a ser Gartner el que consigue marcar el 25-18. No sé yo si va a poner tiempo muerto ya Túnez, porque el partido se le está yendo. Na naslednji zadetek Slovenije smo čakali 4 minute, ko je Kristjan Huržen v 46. minuti zadel za +8, 26-18. Do konca tekme je Slovenija mirno in varno pripeljala svojo barko do pomembne zmage na uvodu svetovnega prvenstva. Dolgi napad, čakamo do zicera, jasno, njega nobenega popuščanja. V obrambi, dale, iščemo čim več faulov. Okej, ajde. Globoko se stojimo, ajde. Končni izid tekme Slovenija-Tunizija 32-25, polčas 17-14. Ferjan je zbral 9, Gašper Dobaj 4 obrambe, od tega 2 7-metrovki. Med strelce so se vpisali Ocvirk 7-krat, po 4-krat Tim Rozman, Gartner in Marko Kotar. 3-krat sta bila natančna Matic Pip in Stefan Žabič. Kristjan Huržen in Gašper Horvat sta bila uspešna 2-krat, po en zadetek so prispevali Tadej Mazej, Matic Košec in Domen Novak. V četrtek 18. julija ob 17. uri Slovenijo čaka nastop proti Japonski, ki je v prvem krogu namučila reprezentanco Srbije. Slednja je tekmo dobila šele v zaključku tekme z izidom 21-19. Tako bodo slovenski gladiatorji še kako resno morali vzeti japonske kamikaze. Vse tekme Slovenije si je moč ogledati na kanalu Sport Klub ali na kanalu YouTube. Sanjaš o dih jemajočem kraju, preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric s stoterimi vinskimi griči do skrivnostne reke Drave prideš na kraj, ki odseva nebesa. Jeruzalem. Novi Ford Mondeo Hybrid. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen d.o.o. Ljutomerska cesta 30 Ormož, v službi prihodnosti. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila.
tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, to je bila 876. oddaja Utrip Ormoža in tudi zadnja pred dopustom. Od novega leta do danes smo pripravili 210 prispevkov, najbrž pa jih bo do konca leta še enkrat toliko. Lepo poletje vam želimo in se vidimo v četrtek 22. avgusta. Srečno!